Anita Koleša in Tatjana Osec sta zaključili svoje dolgoletno obdobje dela, v katerem sta pomembno prispevali k kulturnemu življenju v Šentjurju. Tatjana Osec kot direktorica knjižnice Šentjur in Anita Koleša kot vodja območne izpostave Šentjur Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamuje življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Anita, 40 let sva napolnili. Ti še nisi v pokoju, jaz pa že 5 dni stara penzička. Kako sva se midve srečale na tej kulturni sceni? Glede na to, da sva bile sošolke paralelnih razredov, si tega nikoli nisva predstavljala, da se bova midve na tem področju srečevale in se bojo poti prepletale. Ja, zagotovo ne. Ti si bila, pravzaprav moram reči, da se te iz osnovne šole ne spominjam tako zelo, zato ker si bila v B razredu, ne? Ja. Jaz sem bila v A, seveda vem za tebe in za vse tvoje sošolce in tako, ampak nekih skupnih aktivnosti nisva imeli, ne? Ker jaz sem bila že takrat kar precej kulturno aktivna, ne? Ti si bila pa bolj v ozadju, kar se kulture tiče, ne vem. Pravzaprav nič od tega. A nič? No, vidiš, sem pa imela prav, ne? Ja, a se spomniš tistih diagramov uspešnosti, se spomniš? Ja, neki diagrami so bili, ampak kaj posebej se niti ne spomnim. Ja, veš, kdo je to uvedel? Razdevšek. Razdevšek Marjan, geograf, ne? Pol Newswing kvartet, veš, ne? Ja. No, on je v glavnem delal neke poskuse v teh pedagoških zadevah in je uvedel diagrame uspešnosti in što si bil v tem, da si v teh diagramih dobil največje število točk, če si bil kje v kakih teh organizacijah, krožkih. Recimo v krožkih, pa da si nastopil in tako naprej. Ampak ker sem jaz recimo zelo veliko nastopala že takrat, ne, na odru in po ne vem kaj vse živo, sem imela tisti diagram ful, ne, visok, ne. In nisem bila zdaj tako neka strašno vzorna učenka, ampak tisti nastopi so me pa dvignali te diagrame in pol se mi zdi, da so pol to počasi ukinali, ker ni bilo pravično, ne. Ni bilo pravično. Ampak, dobro, malo te je pa motivirali, ne? Ja, ti si se v bistvu že takrat opredelila, ne? Da nekako bi lahko bil to klic, ki mu boš sledila, ne? Jaz sem bila v osnovni šoli še popolnoma neopredeljena, a šele potem v srednji šoli sem začela razmišljati, kaj bi pa pravzaprav jaz počela, ker po srednji šoli v službo pa še ne bi šla, ne. Če ti misliš študirati, edino, kar je za nas primerno, je pravo, vse ostalo pa pozabi. In seveda mlada upornica, ne, rečem jaz očetu, veš, ate, pravo, ko bo tega socializma pa komunizma konec, si s to diplomo nimaš kaj početi, razen da greš znova študirati in jaz to študirala zagotovo ne bom. In to je očeta razbesnelo in pravi, no, potem pa ti kar študiri, kar misliš, da bi bilo in si poišči tudi štipendijo. No, to je bila pa potem druga pot. In si šla na umetnostno zgodovino izključno iz tega uporništva? Precej. Me je zanimalo, ampak to se mi je zdelo nekaj, kar drži. Pripravo se mi je pa zdelo, to se bo spremenilo, pa tudi z norci imeti opravka, ki kar naprej po sodiščih letajo, to se mi je tudi zdelo fejs naporen, da to celo življenje počneš. Ampak zanimivo, jaz sem pa šla na pravo, ne? Ja, ti si pa šla. Jaz sem bila pa bolj pragmatična, očitno, ne? Ja, ljudje se ne nehajo tožiti. Ja, sem bila neopredeljena, tako v osnovni šoli, ko sem šla v gimnazijo, vem, da je takrat prišla Tatjana Žaberlova, ne, tudi sošolka najna, je prišla pod okno in mi rekla, no, Anita, greva zdaj. Sem rekla, pa kam pa greva? Ja, kam greva? Greva na gimnazijo, ne? A ja, a res? Ja, pa greva, ne? Mislim, ne, to je bilo tako. No in potem tudi to pravo je bilo mali shod v sili, ker je bilo v Mariboru, ne, sem pač želela biti bliže domu in sem se lahko vozila.
In sem potem, ko sem začela delati, pravzaprav prišla na tako službo, kjer sem lahko en del svojega dela upravljala tudi, bom rekla, malo na kulturni način, ne. In potem me je ta stvar malo okužila. V vsakem primeru je bil pa lokalno okolje, to se pravi ta moj Šentjur, je bil mi vedno pri srcu in se mi je zdelo, da tu pa verjetno bi jaz lahko našla nekih izzivov, ki so povezani recimo s kulturo. Lepo. In tako je tudi bilo, ne? No, jaz pa tega študija brez moje razredničarke na srednji šoli nikoli ne bi mogla opraviti, ker mi je pa ona pomagala urediti štipendijo. In Dane Debič, takratni direktor Celjske knjižnice, je bil tudi vpliven človek kulturne skupnosti v Celju in jaz sem dobila štipendijo. No, potem nekje 3. letnik študija sem pa bila v Šentjurju poklicana na en razgovor, kaj jaz nameravam s tem študijem umetnostne zgodovine, če bom v cerkvi sedela pa ljudem o freskah in o slikah svetnikov razlagala. No, in ko je to vabilo prišlo v hišo, pravi oče, to nima smisla, da ti hodiš, ne? In zopet uporen duh, to pa ima smisel, seveda bom šla na ta razgovor, ne? In gospod je bil seveda tu v Šentjurju prijazen in vpraša, ja pa kaj vi mislite s tem študijem tu v Šentjurju početi, ne? Ja, sem rekla, za Šentjur še pravzaprav točno ne vem, ampak na kakšni šoli bom pa že to poučevala in tako naprej. In takrat je bil Zavod za spomeniško varstvo, ne? Sem rekla, razglasitve, potem ti restavratorski, sanacijski načrt in tako sem rekla, to pa bom počela. No, in tako pravzaprav sem takrat dobila jasno sporočilo, ne iščite službe v Šentjurju, ker je za vas ni. No, potem pa jaz te božje študije končam, kako pa zdaj s pripravništvom, ne? Se je pa že začela kalvarija in se je že začela uresničevati napoved očeta, da službe ne bo. Tako, to ni študij za nas. No in potem so mi na občini Šentjur odobrili štipendijo za topografijo znamenja v občini Šentjur, ki sem delala pol na Zavodu za kulturno dediščino in dejansko s tem potem tudi pridobila naziv konzervatorja. No, potem se me je... Ampak veš, da tu naprej se pa jaz spomnim tvojega dela pravzaprav. Ker to zadevo sem pa potem jaz dobila v roke preko kulturne skupnosti. Ne vem točno zakaj, ampak prav spomnim se tega tvojega dela in teh tvojih kapelic in raziskav. Ne vem, ali smo mogoče na kulturni skupnosti ti odobrili kakšna sredstva ali kaj takega. Aha, to je bilo to? To je bilo to, to ste odobrili, ja. In tako sem jaz lahko to naredila, tako da bi rekla, jaz imam od vseh mojih začetkov službene poti na občino Šentjur, ne glede na to, kdo je bil župan in tako naprej, res lepe spomine in tudi hvaležnost. Sicer z tega ne bi bilo nič, Bog ve, kaj bi morala početi. Nikoli ni bilo pravzaprav lahko službo dobiti v kulturi. Sej tudi tebi ni bilo lahko, oziroma tudi jaz nisem bila tebi v nekem trenutku najboljša botra, ne? Bi lahko bila boljša. Ja, mogoče, če bi ti to povedala, ne, kar sem ti danes, ne, da sem ti takrat odobrila, ne vem, če sem ti jaz, ampak gotovo sem rekla kako dobro besedo, ne. Ja, ti si pa v kulturo potem profesionalno prišla, da tako rečemo. Ja. No, ta prvi del moje kariere, ne, te pač službene, je bilo povezano z takratnimi SIS-i, ne, se spomniš, to so bili pač interesne skupnosti povezane, pravzaprav povezane z vsemi, ne samo z družbenimi dejavnostmi, tudi gospodarskimi, se sem konec koncev precej delala tudi na stanovanjskem področju. No, ampak s kulturo sem se srečevala tam, pa vse skozi tudi že na šoli, pa tudi kasneje, vse posod nekako bila zraven, kakorkoli že. Ampak, ko sem pa delala enih 5 let na sejmu, se je pa že začelo šušljati, oziroma spremljala sem to sceno, da bo država
ustanovila nekakšne ustanove kulturne, torej neke sklade, zato, ker se je takrat pač menjal družbeni sistem, ukinili so si ti interesne skupnosti, kulturne skupnosti ni bilo več, bile so pa po občinah zveze kulturnih društev in večina večjih torej občin je imela tam profesionalce. To se pravi, ali so bili profesionalci tajniki, po večini je bilo tako, ali še potem kakšni strokovni delavci, nekateri so imeli celo predsednike profesionalce, in mi v Šentjurju pa nič. Nismo imeli, imeli smo zvezo sicer, tako bolj nič kaj posebej dobro organizirano, ampak na papirju, potem je bila seveda, so bila društva, ampak ni bilo pa tega. In potem sem jaz preko, torej na občini bil takrat Edi Peperko pa Martina Lubej, moram reči, da sta zelo dobro delo opravila takrat, namreč treba je bilo priti zraven. In jaz sem potem poskušala dobivati neke informacije, isto občina, in tako smo prišli tako daleč, da je bilo zagotovljeno, da bo občina lahko dobila ta sklad oziroma to profesionalno institucijo, ampak mora pa imeti določeno število društev, mora imeti organizirano zvezo in tako naprej. In v tem delu sem potem že jaz kar začela pripravljati stvari skupaj z Edijem, on je to držal v te niti v rokah in jih potem tudi dokumentacijo pošiljal v Ljubljano in tako naprej. In tukaj je potem sem jaz začela nekako iskati ali pa videti sebe v Šentjurju. In ko sem te jaz v občinskem svetu poslušala, kako si se začela zavzemati za društva v občini, pa za zbore in seveda tudi za to, da bi neprofesionalna kultura vendar imela profesionalca, ki bi skrbel za to področje, sem te začela spoštovati, ceniti in sem rekla, glej, zakaj se ta zavzema. Jaz sicer takrat še nisem se videla v knjižnici, ker sem imela stabilno službo v šolstvu. Aha, ti si že bila takrat zaposlena, ja, seveda. Tako, no in potem leta 2001 začelo mi postavljati vprašanje, jaz pa tudi lahko ostanem brez službe. In takrat sem potem jaz tudi začela razmišljati, kaj bi pa še jaz počela. Ampak še bolj so to mislili nekateri, pa so rekli, razpis je za direktorico knjižnice, ti imaš vse zakonske pogoje, ker tako kot si rekla, zakonodaja se je pa takrat močno spreminjala in tudi knjižnica je postala samostojni javni zavod. Leta 1991 je šla izpod dežnika teh samoupravnih interesnih skupnosti, bil je v veljavi zakon o knjižničarstvu kot temeljn, in tako se je moje ime in priimek znašlo na glasovnici v občinskem svetu. To je bilo kar velik korak, da smo res do tega prišli, da smo prišli do te službe. Ker priznam, se tudi ti veš, leta 1999, ko sem jaz začela z vodenjem tega sklada, je bilo tle zelo veliko praznega prostora. Ker potem, ko smo zaradi formalnih pogojev, smo potem neke stvari majčkeno na silo ustanavljali tudi. Tako da je moral biti, zdaj se ne spomnim, ampak recimo kakšnih 10 društev je moral biti ustanovljenih, ampak dobro, nekaj jih je že bilo. Takrat je potem tudi prišlo do cepitve, recimo znotraj nekega večjega društva so se potem odcepili moški zbor, ženski zbor, in tako so pač želeli imeti vsak svoj račun in svojo dejavnost, ampak potem smo še poskušali neke dodatna društva, nekatera so nastala zelo spontano in recimo eno od teh je bilo tudi literarno društvo, s katerim si ti tudi potem dosti sodelovala, oziroma sva midve, ker sem bila, zdaj že ne vem, če bom dosmrtna tajnica tam ali kako. Skratka, to je bilo spontano, to ni bilo potrebno veliko prizadevanj, ampak nekatere so pa morale biti. Ampak bil je dejansko prazen prostor, predvsem na področju kulturne ponudbe. Zato sem jaz takrat razmišljala, če imamo mi nek abonma stalnih gledaliških in takrat sem imela pač tudi idejo, da koncertnih prireditev, dogodkov, bodo ljudje
začeli prihajati, bomo dobili tudi občinstvo in to občinstvo bo osnova tudi kot občinstvo drugih prireditev. Ne? To je dejansko potem tudi tako res bilo. Ne? Zato bilo je zelo težko začeti, moram reči, da se zdaj, če se nazaj spomnim, jaz sem v enem letu, kar sem delala, sem že imela naslednje leto abonma. Ne? In to je bilo res veliko dela. Ampak seveda vzporedno pa potem še ta društvena, pa Zveza kulturnih društev pa to. Ne? Vse je bilo res bolj kot ne na nizkem nivoju ali pa prazno, tako kot sem rekla. Ja, tako kot praviš, ne? Naprimer knjižnica, moja predhodnica Tatjana Cmok, ona je imela te večere odprtja likovnih razstav, v tem je bila ona zelo dobra, literarnih večerov, a ne? Tako da na nek način en del publike je bil vzgojen, to si pol ti z galerijo Zgornji trg tudi zelo dobro naprej pelala. Pa slikar Joži Ipavec je v knjižnici razstavljal, pa tako, ampak drži pa, da si marsikater travnik ti preorala v nivo in to ti grejo res čestitke. Mogoče se zdaj spomnimo tistih časov, ki so ravno pri literarnem, pa Gustav naj jo tudi druži, ne? Torej ta stavba, v kateri sem jaz zdaj, pa si bila ti prej, mislim, jaz se spomnim krasnih časov, ko smo imeli te literarne večere v stari knjižnici. Mislim, to pa verjetno se spominjajo vsi, tudi tvoje zaposlene, pa tudi, mislim, tisti, ki so hodili, ne vem, dobro veš, da smo včasih tudi do jutra. Ja, ti si potem vedno zadolžila katero od svojih, ne, bodite do konca, da bo vse lepo in prav, da bomo vse zaključili, tako kot je treba. Ne. Jaz sicer nisem bila vedno do konca, ampak spomnim se pa, da so bili to krasni časi. Debatirali smo, se prepirali o nekih strašnih literarnih področjih, ki mogoče jih še kaj dosti obvladali nismo. Ne. In temah, ja. V glavnem, ampak bilo je zelo zanimivo, res. Ja, ta Svetinova hiša je kar nekaj dala skozi, ne? In še vedno, kako bi rekla, služi namenu kulture oziroma glasbene umetnosti, ne? Hiša mnogih vsebin, ne? Ampak ni bilo tako enostavno te hiše dobiti za kulturo, veš? Tega pa jaz ne vem. Ne veš, ne? Jaz vem, da sem kar sama bolj kot ne začela iskati možnosti, ne, oziroma prave ljudi, na katere bi se obrnila, da bi ta hiša prišla pod okrilje kulture. Nisem mi šlo toliko za mojo pisarno, jaz sem pravzaprav imela kar lepe prostore v stari občini, ja. Ampak dejstvo pa je, da niso imeli naša društva tako rekoč nobenih prostorov. Ne? Star kulturni dom je dajal streho večini teh, nekaj gasilski dom, nekaj po šolah, v glavnem bili so raztepeni in se mi je zdelo, da ta mansarda, ne, daje možnost kar marsikomu, da ima svoj prostor, predvsem zborom, seveda spodaj pa našem orkestru. Ne? Prav nobena knjižničarka nikoli ni imela nobene nostalgije po prostorih stare Svetinove hiše. Ne? Ja, se res. Ampak dobro, imeli smo se pa lepo, ne? To sem hotela povedati. To je hiša magičnih spominov, kar se tiče kulturnih doživetij. Potem, ko pa se je prenovil naš kulturni dom, danes je Pavčev kulturni center, smo tega bili zelo veseli. Jaz se spomnim, kako ti je v prvem mandatu gospod župan napisal pesmico prav tule, da nov kulturni dom bo. Tako. Ti si večkrat imela parolo, a je to kulturni dom? Seveda. No in potem smo pa to dobili v upravljanje. To pa je bil en velik zalogaj. Ja, zelo res. No, vse pravim, jaz se tega obdobja, ko smo se potem preselili, pa začeli neke stvari na novo postavljati, rada spominjam tudi zato, a veš, ker jaz, če tako gledam, ne, mojo pot, karierno ali pa službeno, se mi zdi, da v nekem obdobju potrebuješ neke nove izzive, ne?
In ne moreš biti dolgo kar na istem mestu. In meni je bilo prav fino, jaz sem tam leta 1999 začela, seveda z ogromnim izzivom, potem se je stvar nadaljevala v Gustovu, kjer je bilo potrebno spet postaviti neke nove vsebine in tako naprej, govorimo o hiši. Potem sem šla v Ljubljano, ne, in čeprav sem takrat, ko sem šla v Ljubljano, nekako mislila, no se bom kar verjetno kako leto tam in potem nazaj, ne, zato sem te stvari potem tudi tako nekako zapeljala, da sem prosila Nastjo, ki je bila takrat še študentka, sem rekla: Nastja, lepo te prosim, daj ti tole peli kakšno leto, dve, največ dve, no, da ne bo tole šlo cogrund, bi rekel človek, ne. Jaz tebi zaupam, da boš to ti dobro speljala, pa bom jaz potem prišla nazaj, ne. Ampak konec koncev je potem trajalo kar 4 leta, ne, da sem prišla nazaj. Ampak tudi potem, ko sem prišla nazaj, moram ti reči, da sem imela spet en tak zelo velik zagon, ne. Spet so se mi začele stvari dogajati, idej je bilo ogromno, prihajali so nekateri novi ljudje, s katerimi je bilo krasno sodelovati. Pošlihtano je bilo na področju društev, zveze, vse je bilo nekako urejeno in meni se je zdelo to obdobje zelo, zelo v redu, no. Tako da moram reči, da je spet pravi čas, da odhajam, ne? Ker zdaj je pa spet bilo tistih, 6 let, ne? In tu pa se mi zdi, da pa spet bi morala imeti ogromno energije, bistveno več, ne? Ker več let pa že imam, ne? In bi bilo treba veliko energije, da bi spet zagnala ta voz v mogoče malo kako drugo smer, ne? Ker je potrebno tudi spremembe, ne samo da pelješ. Seveda. Staro je treba povezati z novim, z sodobnim, ne? Stare vsebine ponuditi v novih oblikah, ne? Tako. In seveda s tem pritegneš uporabnike, ne? Oziroma kupce. Sicer ti taki kulturni produkti pravzaprav nič ne koristijo, če nimaš teh. Mi smo se pa malo upočasnili, ne? In bi rekla, smo zelo veseli, da so novi vetrovi, ki dvigajo jadra, ne? In barke z večjo hitrostjo plujejo naprej. Verjameš, da bojo? Seveda. Bo šlo brez naju. Jaz sem trdno prepričana, da z mojim odhodom svet ne bo slabši, še manj pa veliko lepši. Ja, tudi vse imaš prav, ja. To je treba pustiti drugim, da še imajo svoje ideje. Ampak smo pa midve pravzaprav kar nekaj stvari tudi skupaj naredili. Nekako naj je ta služba kar povezovala, tako da sva se podpirale. Jaz sem prav hvaležna, no, da sva te stvari speljale tako, kot sva. In ne vem, zdaj pa se podajava še v te penzionske vode, ki je skupaj. Ne vem, boš kakšen nov projekt predstavila, pa se ti bom pridružila ali pa obratno, ne? Sej bomo pustili ideje, ampak saj veš, tudi mladi imajo veliko odličnih idej in jaz se tega zelo veselim, da bomo gledali realizacijo idej, ki jih prinašajo mladi, sveži vetrovi, ne? Ker pač tako svet gre, ne? Eni odhajajo, drugi prihajajo in moramo se tega veseliti, ne? Tatjana, ampak nekaj sledi smo pa pustile, ne? Ja, rade hodiva po teh poteh, ko se spominjava, ne? Katera sled je tebi najljubša, katera pot? Veš kaj, jaz sem pravzaprav ponosna na to, da so nekateri produkti, ne, če tako se malo izrazim, ostali, ne, ti kulturni. Saj veš, Gustav, tako kot sem rekla, prvo leto mojega delovanja je nastal in je še vedno aktualen, ne, zdaj ga pelje knjižnica, hvala Bogu, da se je stvar prijela in da je se nadaljevala in da je še vedno. Ne vem, dopolnjen z Jurčkom, ne, z mladinskim abonmanjem. Tako. Potem recimo, ne vem, jaz sem začela tudi še Entrokom, ne, zanimivo. Potem recimo, ne vem, zelo sem bila ponosna na en likovni produkt, to je bilo Poletnik Stempore, kjer smo skozi iskanje najboljših likovnih izdelkov dobili 10-12, mislim, resnično lepih slik, torej likovnih del,
pa recimo, ne vem, že mislim, da leta 2001 sem začela pripravljati tudi Šentjursko poletje. In to Šentjursko poletje je tudi še vedno danes, ne? Pa omenila si galerijo Zgornji trg. V 5 letih mojega vodenja te galerije je bilo nekaj odličnih projektov. In to so recimo take stvari, ki so ostale in bodo ostale, in jaz upam, da ti moji nasledniki in vsi tisti, ki se ukvarjajo s tem, ne bodo to zanemarili. Ne? Ja, to je zagotovo za to vrstno delo, kot ga ti upravljaš, pomembno, da opaziš ljudi, ki ustvarjajo v svojem lastnem domačem okolju. To se mi zdi, da je zagotovo najpomembnejše. Predvsem so pa službe, kot je tvoja in seveda tudi knjižnična dejavnost, dejansko službe, ki so javnega značaja, podprte z javnimi proračunskimi sredstvi in seveda namenjene temu, da se umetnost, kultura približa občanom. Ne? Če pa tako pogledam našo službo knjižnične dejavnosti, pa seveda nekaj so standardi, ki jih narekuje Ministrstvo za kulturo, torej nakup gradiva, izposoja, članstvo in tako naprej. Nekaj pa je še potem tistega, kjer imaš kot direktor, bi rekel človek, svojo kreativnost, in to so bila spominska leta, ki jih je občina Šentjur razglasila kot obletnice velikih mož v naši občini. Žal so žene bolj spregledane, a ne? In takrat smo potem seveda se usedli skupaj, kaj pa bomo naredili, da počastimo spomin na te velike može. Te najine službe brez podpore lokalnega okolja oziroma ljudi, ki v tem okolju ustvarjajo, in seveda tudi javnih financ, pravzaprav danes ne bi imele kaj pokazati. Ne? Zagotovo ne. Imava midve kakšno povabilo oziroma nasvet za te, ki za nama prevzemajo. Jaz bi jim rekla, izhajajte iz lokalnega, dajte temu nov pridih, to, kar je, kar imamo, približajte uporabnikom in bodite do uporabnikov in seveda tudi tistih, ki ustvarjajo vsebine, vedno spoštljivi. Ja, mogoče samo še tak zelo konkreten nasvet, ki sem ga imela kot prireditelj oziroma organizator. Vedno imam pred sabo enako, se morajo dobro počutiti gledalci in igralci. To se pravi, postavite se v dvorano in poskušajte biti kritični obiskovalci in postavite se na oder in bodite tudi kritični igralci. To pomeni, eno in drugo moraš upoštevati, da smo potem tudi vsi na nek način zadovoljni. Gre seveda tukaj pri sami organizaciji, medtem ko tisto, kar si pa ti rekla, je pa na splošno neke vrste poslanstvo naših služb. Ja.